Frisk, če bi bil v Ljubljani, bi bil verjetno drugačen, predvsem z tega stališča, da bi bil večji odziv strani sponzorjev, večji odziv verjetno strani predavateljev, ki jih zdaj pač včasih dokaj težko dobimo, in pa seveda dosti večji odziv strani obiskovalcev, ne? Ker pogosto, ko kontaktiramo s kakimi, ne vem, podjetji, pa tudi s šolami smo nekaj poskušali kontaktirati iz ostalih regij in vedno je, joj, Murska Sobota, pa to je daleč, pa to je drugi konec Slovenije, ne? Čeprav zdaj, ko avtocesta, ura pa pol, ne? Iz Ljubljane. Glede na aktualne dogodke, je Slovenija še na poti v informacijsko družbo? Ja, vsekakor je na poti v informacijsko družbo in je Slovenija velika uporabnica informacijskih tehnologij in bom rekel takole, ta cesta ni takšna, da bi se kar dalo izstopiti iz nje, ker če izstopite iz informacijske družbe, ste izstopili iz razvoja. Se vam zdi, da lahko tehnologija reši regijo, glede na aktualne dogodke? Glejte, tehnologije in pa sodobne tehnologije so lahko prav sigurno orodje, s katero se tudi lahko rešujemo. In v to smer smo se mi odločili že pred leti, namreč v svoji strategiji razvoja imamo, da bomo propagirali seveda in spodbujali informacijsko tehnologijo in pa sodobne komunikacije, zato lahko se tudi pohvalimo, da imamo v naši občini že dostop preko optičnih povezav. V samem mestu ima vsako gospodinjstvo praktično dostop preko optike do spleta in pa drugih zadev, tudi primestna naselja nekatera, in če pogledamo druga mesta po Sloveniji, se lahko pohvalim. Pri nas, recimo v eni vasi, imamo 2 ponudnika, ki ponujete svoje storitev preko optičnih povezav v primestnem naselju, torej na vasi, dočim v drugih večjih mestih še tega nimajo. Govori se o davčni olajšavi za nepremičnine. Razmišljate tudi o kakšni olajšavi za investicijo v znanje, recimo, da bi internet bil davčna olajšava, kaj podobnega? Torej, takoj, ko se bo odprla razprava o davčnih olajšavah, ponovno bomo pristavili pisker za olajšave z področja znanja in pa informacijskih tehnologij. Konkretno pa nimate kakih idej, predlogov? No, te ideje so relativno bom rekel takole, jasne, predvidljive. Namreč gre recimo za subvencijo oziroma davčno olajšavo pri dostopu do interneta, pri študiju, recimo pri dodatnih obveznostih, ki jih imaš, pri vlaganjih v računalnik in podobno.